Pozdravljeni. V medijih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, so zmeraj bolj pogoste govorice, da se bo Max Verstappen v sezoni 2027 preselil k tovarniški ekipi Mercedes. Koliko so te govorice osnovane in kaj lahko pričakujemo, pa kot običajno v naslednjih minutah. Govorice o morebitni selitvi Maxa Verstappena iz Red Bulla k Mercedesu postajajo zmeraj glasnejše. In verjetno ni treba posebej poudarjati, da Max ima še zmeraj veljavno pogodbo z ekipo iz Milton Keynesa. Ampak dobro nam je znano, da vsaka pogodba v Formuli 1 ima tudi klavzule, kjer je lepo zapisano, kaj se mora zgoditi, da se pogodbo enostavno predčasno prekine. In treba je povedati, da Max nam kaže tudi nekakšne signale, da bi si tudi on želel iti, naprimer, k Mercedesu. To smo videli, naprimer, pri njegovi dirki v razredu GT3 na progi v Nürburgringu, ko se je usedel v Mercedesa ekipe Winward, ki pa je imel barve Red Bulla. Kljub temu, da smo ga, naprimer, lani videli v Ferrariju ekipe Emil Frey, si je tokrat izbral Mercedesa. Zakaj je to tako pomembno? Zakaj je to tako zanimivo? Ker ima Max Verstappen prav neko posebno navezavo na ekipo Emil Frey. Tam je Thierry Vermeulen, sin njegovega menedžerja, ki nastopa pod okriljem ekipe Maxa Verstappena. In verjetno, da si je Max izbral neko drugo strukturo, je mogoče implicitno tudi nek signal. A ne smemo preskočiti tistega, kar je očitno. Na začetku sezone 2026 je tovarniška ekipa Mercedesa v Formuli 1 najboljša. Priznajmo si, v tej začetni fazi je Mercedes dvojni V17 tisti bolid, ki si ga vsi želijo premagati, ampak zaenkrat še nobenemu ni uspelo. In nekdo, tako dober kot Max Verstappen, si zagotovo želi biti v trenutno najboljšem bolidu. Kljub temu, kar lahko mnogi akterji pravijo. Naprimer, znana je tista zgodbica o Ayrtonu Senni in njegovim sanjam o nastopanju za skuderijo Ferrari, kar je mogoče na koncu tudi resnično, ampak ne smemo pozabiti na nekaj. Leta 1994, ko je zapustil McLaren, je odšel k Williamsu, k ekipi, ki je bila v tistem trenutku po mnenju mnogih najboljša. In seveda obstajajo pričevanja o tem, da naj bi si Ayrton Senna to želel. A kot sem povedal, na koncu njegove želje so nekako bile potisnjene v ozadju in izbral je, recimo temu, racionalno. Podobne zgodbe bi lahko našli pri mnogih drugih šampionih iz preteklosti. In treba je poudariti, da pravzaprav Max Verstappen v tem trenutku je zagotovo eden izmed najboljših, če ne najboljši voznik na štartnem razporedu. In on lahko
v izbirah. Toto Wolff ga bo sprejel z odprtimi rokami. In treba je poudariti še nekaj, da Red Bull, s katerim je Max Verstappen osvojil toliko naslovov, ne obstaja več. Vsi ključni kadri so odšli, ni več Helmuta Marka, ni več Adriana Neweyja, ni več samega Christiana Hornerja. In seveda našteli bi lahko še vrsto drugih pomembnih kadrov, ki so odšli iz ekipe iz Milton Keynesa. Če malce poenostavimo, edini, ki je še ostal iz tiste klike Maxa Verstappena pri Red Bullu, je Gianpiero Lambiase. In tu se lahko sedaj začnemo spraševati, ali se Max še zmeraj počuti dobro v današnjem Red Bullu. Vemo, da je izjemno kritičen. Kritičen najbolj do novih pravil Formule 1 in lahko bi tu malce špekulirali, da vse izhaja dobesedno iz frustracij, ker ni tam na vrhu. Zagotovo se bomo lahko vsi strinjali, da v tem trenutku se najmanj pritožujeta Andrea Kimi Antonelli ter George Russell. Za njiju so pravila sedanje Formule 1 enostavno fantastična. Za vse ostale, za vse tiste, ki so zadaj, pa razumljivo kar precej manj. In tu prihaja na dan tisto, kar bi moralo biti jasno že vsem. Vsakdo v Formuli 1 si želi zmagati. In tako je tudi pri Maxu. Zaveda se dejstva, da z Mercedesom verjetno v sezoni 2027 bo zmagal več in lažje kot z Red Bullom. Zato bi bil tak preskok nekako logičen. Pri nobeni drugi ekipi ne bi imel takšne prednosti. In verjetno, če bi Max Verstappen iz Red Bulla odšel k Mercedesu, bi bil njegov moštveni kolega Andrea Kimi Antonelli. Verjetno Toto Wolff bi žrtvoval za Maxa celo Georgea Russella. In George Russell, bodimo iskreni, je prvi kandidat za osvojitev naslova v letošnjem letu. Ampak priznajmo si tudi nekaj, da ukolikor damo nekako skupaj v isti bolid Russella in Verstappena, je verjetno Max bistveno boljši. Treba je tudi povedati, da Max Verstappen se izjemno dobro razume z Andrejo Kimijem Antonellijem. Po njegovih izjavah v mladem Italijanu nekako vidi tudi sebe in to bi znalo biti zanimivo. In tako verjetno je vsakomur izmed nas jasno, da prestop Maxa iz Red Bulla v Mercedes ni samo možen, je po svoje tudi logično. In zavedati se moramo nekega dejstva, da takšen prestop, kot sem že omenil, bi verjetno terjal gromozansko žrtev. Torej, žrtvovati Georgea Russella, ki bi lahko bil celo svetovni prvak, bi lahko pomenilo, da pravzaprav bi Mercedes ostal brez številke E. Ampak konec koncev, verjetno vsakdo izmed nas se strinja, da za Maxa Verstappena takšna žrtev bi bila tudi sprejemljiva. Bi si Max Verstappen želel iti v kakšno drugo ekipo? Bodimo iskreni, po prvih dveh velikih nagradah so vsi ostali več ali manj na nivoju Red Bulla. Torej,
takšna menjava verjetno ne bi prinesla tistega, kar si nizozemski šampion želi. In razumemo lahko, da govorice, ki se pojavljajo v zaodrju Formule 1, mogoče kažejo tudi v pravo smer. A kot sem dejal, gre za govorice, za nobeno potrjeno novico. A zavedati se moramo, da v kolikor bo prišlo do tega prestopa, smo imeli že predtem vse namige, da ne smemo biti preveč presenečeni. Meni bi se takšen korak enostavno zdel logičen. Kaj pa vam? Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.